Tako, zdaj tu je bila zadnja, tretja točka pri prehrani, zdaj bomo prišli potem na naslednjo, ki se direkt veže na tisto prejšnjo, se pravi prebava in črevesje. Dostikrat se vsaj večina populacije se ne zaveda pomena črevesja in prebave. V bistvu prebava ni odgovorna samo za to, da se hrana v nas prebavi in da iz te hrane dobimo mi energijo, ampak ima številne druge funkcije. Prva je nastanek nevrotransmiterjev. To smo že prej omenili, se pravi nevrotransmiterji so živčni prinašalci, ki ustvarjajo naše počutje in v bistvu večina teh živčnih prenašalcev se ustvarja prav v prebavi. To so recimo serotonin, dopamin in GABA. In če naša prebava oziroma črevesje nista zdrava in nepravilno delujeta, potem tudi ne pride do dovoljšne proizvodnje teh nevrotransmiterjev, kar potem vpliva na naše počutje in lahko tudi povzroči potem težave z duševnim zdravjem. Razlog, zakaj je prebava in črevesje, zakaj imata tako velik vpliv na naše počutje, je zato, ker prebava in črevesje so z našimi možganimi prepleteni in povezani prek vagusnega živca. Vagusni živec je živec, ki potuje ob hrbtenjači in je kot neka, v navednicah, dvosmerna cesta. V bistvu preko tega živca potem potekajo informacije in komunikacija. To si najlažje potem predstavljamo, recimo, kadar smo pod velikim stresnim obdobjem, ali pa recimo je ful pestro, pa se ne vidimo ven z dela, pa recimo je ful stresa, potem to lahko vpliva na našo prebavo in povzroči kakšne prebavne težave, najpogostejše je to zaprtje ali pa driska, ampak v bistvu pogosto se ne zavedamo, da ta informacije potujejo tudi v drugi smeri, se pravi, da naša prebava in črevesje lahko potem vplivajo tudi na naše možgane. To pomeni, da če naša prebava ali pa recimo, če naše črevesje ni zdravo, oziroma če se stvari tle dol ne odvijajo, kot bi se mogle, potem to vpliva potem tudi na našo glavo, naše možgane, kar lahko potem ustvari razne slabo počutje, slabo koncentracijo, zamehljenost, v angleščini brain fog, in v ekstremnih primerih lahko tudi potem razne težave z duševnim zdravjem, se pravi ali tesnoba, depresija. To sem recimo za sebe prej dal primer, kadar meni prebava, kadar je moja prebava porušena, potem se mi poruši tudi vse in mentalno, duševno zdravje. Tako da prebava je en res velik steber zdravja, tako da je fajn, da se ji posveča pozornost. Težava je lahko tudi poleg prepustnost črevesja. V bistvu to se zgodi, kadar v črevesju nastanejo luknjice ali pa rane in v bistvu to povzroči, da potem toksini in hranila grejo ven iz črevesja in zaidejo v krvni obtok, kar povzroči veliko stresa in vnetja v telesu, kar se potem to vnetje se potem prenese tudi na naše duševno zdravje. In še zadnja točka, zakaj je črevesje pomembno za naše zdravje in duševno zdravje, je še črevesna flora oziroma mikrobiota. Biom, mikrobiom, mikrobiota, to so vse sinonimi. To v bistvu označuje naše črevesne bakterije. Zadnje leta se veliko govori o črevesnem biomu, črevesnih bakterijah in kakšen velik pomen imajo za naše splošno zdravje in počutje. In v bistvu na tem področju sem tudi našel par raziskav, ki kažejo na direkt povezavo med slabo črevesno floro, se pravi slabo razmerje med našimi dobrimi in slabimi bakterijami v črevesju in kako lahko to direkt vpliva na duševno zdravje, in kadar se izboljša to razmerje in kadar se izboljša črevesno floro, se potem tudi simptomi teh težav zmanjšajo. Tako da, kaj lahko naredimo za zdravo prebavo in črevesje? Prvo je to, da jemo hrano, ki je v podporo našemu črevesju, to je vlakninska, probiotična in prebiotična hrana. Tu se pravi, največ se dobi prav v sadju in zelenjavi. Je fajn, da se vključi čim večji razpon sadja in zelenjave, da se dobi čim več različnih kultur, da s tistimi kulturami potem nahranimo naše črevesje, ker če bojo naše črevesne bakterije vesele, bomo tudi mi veseli. Druga stvar je potem, da se odstrani hrano, ki škoduje naši prebavi. To je v večini primerov oziroma najpogostejša taka hrana je pšenica in gluten. Na to temo je napisano veliko knjig, veliko raziskav. Vem, da nekateri prehranski strokovnjaki s tem se ne bojo strinjali, ampak recimo tudi prva stvar, ki se jo umakne, kadar so neke težave z prebavo, je prav pšenica. Tako da pšenica res
močno iritira, vsaj pri tistim, ki imajo občutljivo črevesje, iritira črevesje, tako da je fajn jo zmanjšati, če imamo težave s tem. Potem naslednja je, da se odstrani intolerance, kot smo že prej rekli, intolerance iritirajo črevesje in lahko povzročijo vnetje v črevesju in tudi razpoke, se pravi leaky gut. In pa poleg tudi alkohol in antibiotiki negativno vplivajo na črevesje. In potem pomembno je tudi, da se kontroliramo stres, se pravi, da stres neposredno vpliva na delovanje naše prebave, se pravi, več stresa, kot bomo imeli, slabše bo naša prebava delala, kar potem bo povzročilo, da se bomo slabše počutili, kar bo ustvarilo še več stresa, kar bo potem zaradi tega bo še slabše delala naša prebava, tako da rata nekje začaran krog. In pogosto je, če so neke težave z prebavo in črevesjem, če se zmanjša stres oziroma če se dobi neke orodja za zmanjševanje stresa, da se lažje spoprijemamo s stresom oziroma da odkrijemo neke vzroke, ki so v ozadju teh stresnih težav in to odpravimo, potem se tudi ostale stvari porihtajo. In potem lahko zbiramo tudi različna dopolnila, ki pripomorejo k zdravju črevesja, to je recimo aminokislina glutamin, probiotiki in pa tudi prebavni encimi, ki pomagajo prebaviti hrano, tako da je potem da ima naša črevesje, naša prebava lažje delo za dokončno prebaviti hrano.